Na tiskovni konferenci ste rekel, da pripravljate presenečenje na svojem koncertu. Ja, to ponavadi. S tem, da če bo koncert, kot kaže v nedeljo, bom še kakšno stvar, ki sem jo nameraval narediti, spremenil ali pa prilagodil najnovejšim razmeram okrog nas, ne samo vremenskim, ampak tudi družbenim. S tem, da lahko povem že, da bom tokrat odigral manj skladb kot ponavadi, oziroma manj kosov, ker bojo 3 skladbe v enem kosu, to bojo bluzi, in pa 4 skladbe v enem kosu, to bojo pa skladbe v spomin na obalno radodajko Meri oziroma Marijo. In sva zdaj z kolegom Juretom Torjem, harmonikarjem, ki bo moj gost, ugotovila, da bojo v 4 komadih povezani noter bugi, valček, rock and roll, tango. In to je super, ker on vse to igra, on vse to obvlada. Ker on je sicer pri folk rock bandu Orleki, ima tudi svoje tango variante, ampak bluesov pa rock and rollov pa ljudje še niso slišali v živo, kako on to igra. Še posebej pa ne samo v duetu, se pravi akustična kitara in harmonika. No, to je recimo nekaj izmed teh v narekovaju presenetljivih skladb, ker ene 2 bom čist prvič izvajal v živo sploh. Potem bom eno tudi zelo dolgo prvič igral na koncertu v življenju. Enkrat sem jo na televiziji izvajal, ampak to je bil za 1. november. Glede na to, da je Bob Dylan zdaj izdal pred nedavnim eno skladbo, ki je 17 minut dolga in se nanaša na umor Kennedyjev masakr, prav najbolj gnusen uboj oziroma umor. No, jaz imam nekaj podobnega, ampak za naše razmere narejeno skladbo tu zelo dolgo, je tak počasni valček. Potem imam pa nekaj prevodov, ki jih tudi ponavadi ne igram, zdaj pa sem ugotovil, da so družbeno in tudi siceršnjo klimo dosti zapopadli že pred mnogimi leti. Se pravi 20, 30, 40, 50, ko so bile te skladbe napisane in ko sem jih že začel prevajati od nekaterih zlasti ameriških veleavtorjev, in to bo po moje kar dobra osvežitev. Seveda pa ne morem mimo standardnih skladb, jaz ne morem iti na svoj koncert pa brez slovenskega naroda in jeti domov. Tudi občinstvo to zahteva. Tistih, bom rekel, mogoče 5 do 10 nujnih uspešnic, ki meni tudi nekaj pomenijo, ki niso banalne, niso zguljene. Par pa še drugih, kjer bo tudi harmonika, oziroma 2 harmoniki, se jih ne bo naenkrat igral. Jaz imam tudi 4 kitare, pa jih ne bom naenkrat igral, eno pa po eno, bo pa to dodatna osvežitev. Ampak rekel ste, da ne znate biti kratek. Ja, se to je bilo zdaj zelo kratko. In da bo koncert trajal najmanj 3 ure. Ja, jaz mislim, upam, da ne bo trajal več, ker jaz ponavadi precej govorim med komadi, ker potem pa lahko naredim fantastičen radijski posnetek. Če jaz igram 3 ure, lahko na uro, 50 uro, 55 minut zreduciramo, vse to brez nekih uglaševanj in tega. No, zdaj pa, če bo radio zraven, bo odkočil ga, pa ne bo pa koncert v bistvu krajši, ker bo manj govoril. Hvala lepa za pogovor in se vidimo v nedeljo. Nedeljo, 5. ob 9. zvečer na Preddverju, oziroma v Preddverju. Peklensko dvorišče odpade, Viteška dvorana sploh, Preddverje je pa perfektno. Preddverje Križank. Preddverje seveda Križank, ker bomo razseljeni oziroma razsedeni, ampak je zelo velik prostor, tako da je kapaciteta večja kot celo v normalnih pogojih Viteška ali pa Peklensko dvorišče. Dobrodošli!